Lepa so tvoja polja, lep je tvoj sanjski svet. Lepa si do vesolja, lepa si spet in spet. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, lepa si kot pomlad. Lepo je tvoje morje, lep je vsak tvoj pristan. Lepa so tvoja jutra, lepa si dan na dan. Lepe so tvoje rože, lep je tvoj pisan prt. Lepe so reke tvoje, lep je tvoj rajski vrt. Prisrčno pozdravljeni, dragi krajani in krajanke ter spoštovani gostje. Danes je poseben dan zato, ker obeležujemo kar dva pomembna dogodka. Ponosni smo, da 18. praznik krajevne skupnosti Podgorci sovpada s tako pomembnim mejnikom, kot je dan državnosti. Saj smo natanko pred 30 leti Slovenci dobili svojo državo. 25. junija 1991 so tako poslanci na skupščini sprejeli deklaracijo neodvisnosti. Deklaracijo je podpisal in prebral takratni predsednik skupščine dr. France Bučar. Država Slovenija je polna naravnih danosti in drugih lepot. Zato bodimo ponosni na njo in ohranjajmo njeno naravno in kulturno dediščino. Kot se za dogodek spodobi, mi dovolite, da v naši sredini pozdravimo cenjene goste. Župana občine Ormož, gospoda Danijela Vrbnjaka. Direktorico občinske uprave, gospo Mileno Debeljak. Predsednika krajevne skupnosti Podgorci, gospoda Martina Kukovca. Občinske svetnike in predstavnike sosednjih krajevnih skupnosti. Člane sveta krajevne skupnosti Podgorci ter vse predstavnike društev naše krajevne skupnosti. Na oder vabim gospoda župana, da nam ob našem prazniku spregovori. Spoštovane krajanke, krajani krajevne skupnosti Podgorce, spoštovani krajevni svetniki Podgorce z predsednikom na čelu, spoštovani občinski svet, spoštovana direktorica občinske uprave, spoštovani predsedniki, predsednice društev, ki delujete v krajevni skupnosti Podgorce, spoštovani gostje, spoštovani ostali zbrani, ker je tudi praznik, naš državni praznik, spoštovane Slovenke in Slovenci, lepo pozdravljeni ze strani občine Ormož. Prav veliko veselje mi je, da vas lahko danes na državni praznik pozdravim v imenu občine Ormož in vam zaželim vse dobro v vašem prazniku, ki ga praznujete v krajevni skupnosti Podgorce. V krajevni skupnosti Podgorce moram reči, da se na področju investicij, na področju družbenih zadev, kljub temu, da nas epidemija malo zaustavlja, vseeno dosti dogaja. Investicije, ki smo jih v Podgorcih zadnje leto izvajali, vidite, da še so v gradnji. Konec koncev gradi se vrtec, ko se zaključi šola, bomo pričeli z energetsko sanacijo osnovne šole Podgorci. Zaključili smo kanalizacijske vode, gradili pločnike v prejšnjih letih, gradili bomo ceste, modernizacija cest se je projekt ravno kar pričel. Gradimo razsvetljave, kar pa je najbolj pomembno pa je to, da uresničujemo tudi, kar se tiče občine Ormož, ključne projekte, ki smo jih zagnali po dolgih letih. 7,2 milijona evrov vlagamo v rekonstrukcijo vodovoda, vse tri občine, 3,5 milijona vlagamo v rekonstrukcijo čistilne naprave,
2,2 milijona evrov projekt obrtne cone, katerega bomo lopato zapičili v kratkem. Sklep ministra za gospodarstvo je že izdan, čakamo samo sklep ze strani SVRK, z gospoda Černača. In s tem se bo prvič v zgodovini občina Ormož začela graditi komunalna opremljenost obrtne cone. V obrtni coni smo prodali 13 parcel, prodali vse parcele, kar se tiče, ki so v lasti občina Ormož. In z rebalansom, ki ga bomo imeli 28. junija, na seji zagotavljamo sredstva, s katerimi bomo nakupili dodatne 3,5 hektarje, katere bomo ponujali tudi naslednjim podjetnikom, ki želijo vlagati v obrtno cono. Vlagali bomo v tehnološki park, vlagali bomo naprej v rekonstrukcije vodovodov, kanalizacijskih sistemov, vlagali bomo naprej v projektno dokumentacijo izgradnje severne cone, obrtne cone. Želimo si napraviti obrtno cono, Glinokop, kjer imamo v lasti 30 hektarov, v sodobno obrtno cono, se pravi v izkoriščanje tistega potencijala, ki nam ga narava nude. To se pravi izkoriščanje geotermije, izkoriščanje sončne energije, pridobivanje elektrike le iz tega in pa tudi, kar se tiče ogrevanja le iz tega. Jaz verjamem, da po izgradnji hitre ceste, kateremu ga verjamemo, da se bo tudi zgodila, konec koncev v naslednji polovici leta, je predviden pričetek gradnje hitre ceste Ormož-Ptuj, kar nam bo seveda veliko doprineslo za naše kraje in pa za naš razvoj. Cesta je nekako uvrščena celo od leta 2021-2024 po novi resoluciji, s tem si želimo, da bo tudi zaključena. Verjamem pa, da zadnja doba do leta 2025, kot je bila začrtana, da bo tudi uresničena. Ormož-Markovci, Markovci-Ptuj še se išče trasa, ampak verjamem, da jo bodo vsi tisti, ki delujejo na tistem območju, da jo bojo čim prej začrtali in pa z ministrstvom za infrastrukturo tudi čim prej določili. Tako da želimo si delati na gospodarstvo, želimo si delati na turizmu. Vemo in verjamemo, da je tudi marsikaterega krajana in krajanko ze strani Podgorec tudi prizadelo zaprtje podjetja Safilo. Ampak občina Ormož seveda ni dvignila rok, občina Ormož se trudi naprej. Občina Ormož verjame v prihod investitorja, kateri je bil največkrat omenjen v prejšnjih mesecih, kateri bi prevzel Safilo, in jaz tudi verjamem, da nam bo uspelo, da ga zadržimo. Konec koncev pogovori tečejo v konstruktivno smer in verjamem, da s prihodom takšnega podjetja, kot je Kartago, verjamem, da bi to bilo uspeh za občino Ormož, veliko zaposlitev in poleg vsega malega in pa srednjega gospodarstva bi to pomenil dodaten razvoj. Destinacija Jeruzalem Slovenija tudi konec koncev uspešno deluje tudi na vašem področju. Krajevna skupnost Podgorce ponuja kar nekaj takšnih, ki se vključujejo v našo destinacijo za svojo ponudbo. Tudi ne smemo pozabiti na posamezna društva, ki udejstvujejo in pomembno vplivajo na razvoj samega turizma naše občine. Tako da želja je, zahvala vsem, ki se trudite, želja pa še, da to ponudbo povečamo. Destinacija Jeruzalem Slovenija je vedno bolj prepoznavna. Začela je tudi ponujati določene zadeve, tako da se na trgu tudi ljudje bolj odločajo, da gradijo nočitvene kapacitete, da vlagajo v samo ponudbo in to nas seveda zelo veseli. V lanskem letu nekaj moramo biti odkriti, so tudi prinesli ti bone, ki jih je država nudila ob tej epidemiji. Ampak občina Ormož z središčem v Dravi in pa Sveti Tomaž, z samo destinacijo Jeruzalem Slovenija, je evidentirala 12.000 nočitev v lanskem letu. To bi rekel, da smo skoraj za dvakrat povečali nočitve iz prejšnjih let in to tudi pomeni nekaj, da imamo vse pogoje, da tudi pridobimo naziv, se pravi vodilne destinacije. Vodilna destinacija pomeni glavno reklamiranje na vseh glavnih sejmih po svetu, ki jih Slovenija nudi, in pa tudi dodatno financiranje, s katerim bi lahko še bolj pojačali ponudbo na področju turizma. Tako da vlagamo v izobraževanje, vlagamo v šolstvo, vlagamo v vodovod, vlagamo v kanalizacijo, vlagamo v ceste, vlagamo v gospodarstvo, vlagamo v turizem. Vzporedno nudimo ogromno za družbeno življenje. Konec koncev občina Ormož je ena redkih občin, ki vloži cirka 1 milijon evrov za delovanje zavodov, ki se trudijo vsak posamezno na svojih področjih. Pa naj si bo to javni zavod za turizem, kulturo in šport, ljudska univerza, knjižnica, radio, kabelska in tako naprej.
ampak vsak svoj pečat da in nekako z vsemi temi mozaike začrtamo tisto, kar v občini Ormož imamo. 30 let je tega, kar je naša Slovenija postala samostojna. Na njo smo lahko ponosni. Tudi konec koncev na vse aktivnosti, ki so se dogajale v 30-letnem obdobju v občini Ormož. Vsaka investicija, ki je bila v 30 letih napravljena, je pomembno vplivala na razvoj, je pomembno vplivala na nek mozaik, ki smo ga gradili in verjamem, da smo v občini Ormož skupaj močni in ponosni naprej, da bomo tudi vse te stopnice prebrodili in nekako na razvoju še več napravili. Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Podgorce, jaz vam želim vse dobro ob vašem prazniku. Želim vam polno uspeha pri vseh, kar se tiče privatnega in pa službenih zadev. Želim vam polno družbenih in pa drugih sodelovanj. Verjamem, da bo čez poletje ta epidemija mirovala. Verjamem, da bomo s precepljenostjo in pa z prekuženostjo tudi v jesen dobro skočili in jesen dobro preživeli in da bomo nekako normalno življenje, ki smo ga bili priča pred letom 2020, pred 16. marcem, priča tudi naprej živeli. Tako da bodimo ponosni na Slovenijo, bodimo ponosni na občino, bodimo ponosni na Krajevno skupnost Podgorce. Vam pa še enkrat vse dobro, čestitke, polno uspeha naprej in se vidimo ob podobnih priložnostih. Hvala. Blabes Christina, da hamiš na Marii.
Na osrednji prireditvi se bomo sprehodili skozi zgodovino minulih 30 let, ki so bile pomembne tudi za našo krajevno skupnost. Krajevna skupnost smo krajani, ki z vizijo in pridnimi rokami prizadevamo za boljšo prihodnost, za skupno dobro vseh. Brez dobrega sodelovanja, dogovarjanja in aktivnega vključevanja na različnih področjih prav gotovo tako uspešne zgodbe v obdobju 30 let na samostojnih tleh ne bi spisali. Program smo prepredli s čudovito slovensko poezijo, plesom in petjem, ki so kot slavospev naši domovini, eni in edini Sloveniji. Gospod Stanko Pignar je bil predsednik krajevne skupnosti 3 mandate, od 1990 do 2002. To je bilo pravzaprav prvo desetletje v samostojni Republiki Sloveniji. Na začetku mandata je deloval v razmerah, ko se je menjaval državni sistem, kar je povzročilo precej skrbi. Pred osamosvojitvijo je bila največji problem infrastruktura, asfaltiranje cest, kar se je delalo po 5-letnem planu s pomočjo krajevnega samoprispevka. V začetku 90-ih let se je financiranje krajevne skupnosti preneslo na občinski proračun. Tako se je nadaljevalo z izgradnjo Vežice, kar se je izkazalo kot zelo pozitivno, saj so krajani hitro sprejeli njeno funkcijo. Najbolj ponosen pa je na izgradnjo telefonije. Krajani so v ta projekt vložili ogromno lastnih sredstev. Ob menjavi sistema je bila njegova največja stiska, ali bodo vsa dela uspešno izvedena in ali bodo dobili ta sredstva vrnjena. To se je na srečo dobro in pozitivno rešilo. V njegovem mandatu so zgradili 6 trafopostaj. Krajevna skupnost je pri tem sodelovala v organizacijskem pogledu. Gospod Pignar je povedal, da se je trudil po svojih najboljših močeh, da je deloval v dobro vseh ljudi. Priznati pa moramo, da je v času njegovega predsedovanja kraj napredoval v vseh pogledih in se je tako izboljšala kakovost življenja krajanov. Domovina je tam. Domovina je tam, kjer dom svoj imam. Kjer bratec in sestrica z mamo živita in z očkom na vrtu se za žogo lovita. Domovina je tam, kjer sončen je dan. Je vrtec, je šola, družba vesela, kjer vsak svoje delo z veseljem oddela. Domovina je tam, kjer je Triglav krasan, je morje, so hribi, Prekmurska ravnica, je pesem beseda, kjer vlada resnica.
V letih 2002 do 2006 je krajevno skupnost Podgorci vodil Janko Meško, ki je bil predsednik en mandat. V tem času se je renovirala osnovna šola Podgorci in nekaj manjših stvari. Generalno je bila obnovljena Bombekova kapela v Podgorcih. Gradila se je infrastruktura, ceste in telefonija, kjer je še ni bilo. Dela na šoli so bila financirana s strani občine in države. Obnova šole ima za kraj velik pomen, saj se je tako šola pri nas sploh ohranila. Poleg obnove pa je prišlo kmalu do izgradnje prepotrebne telovadnice. Tako smo lahko srečni, da imamo sedaj svojo sodobno in moderno šolo in lep naraščaj. 1993. se je obnavljala cerkev svetega Lenarta v Podgorcih, kjer je pomagala tudi krajevna skupnost. Ponovno smo uvedli praznovanje krajevnega praznika. Prireditve so potekale vsako leto v drugi vasi in so bile zelo lepo obiskane. Tudi v tem mandatu je kraj lepo napredoval. Kje najlepše sonce sije? Kje najlepše dež rosi? Kje prijazen veter brije? Kje se mavrica iskri? Kje se sliši ptičje petje? Kje so lastovke doma? Kje si najdejo zavetje medved, volk in srnica? Tu je moja domovina, to je tu, kjer sem doma. Tu živi moja družina, to si ti, Slovenija. Koliko gozdov imamo, hribov, gričev in planin. Koliko voda poznamo in zelenih površin. Kje najlepše je po zimi, ko narava trdno spi. Kje najlepše je spomladi, ko vse spet oživi. To je moja domovina, to je tu, kjer sem doma. Tu živi moja družina, to si ti, Slovenija. Sedanji predsednik, gospod Martin Kukovec, je predsednik od 2006, torej mu sedaj teče 4. mandat. V času njegovega predsedovanja so se v krajevni skupnosti odvijali številni projekti. Povečala se je Mrliška vežica. Izgradili sta se parkirišči pri pokopališču in zgradil se je oporni zid, s katerim se je povečalo pokopališče. Za veliko pridobitev šteje položitev optike, ki se je v času korona krize izkazala za še kako dobro, saj so šolajoči se otroci imeli tako pogoje za šolanje na daljavo. V vseh mandatih se je nadaljevalo posodabljanje cestne infrastrukture in prenovitev igrišč. Velik zalogaj je bila obnova kulturne dvorane in cerkve ob njeni 500-letnici. Prav tako pa postavitev opornega zidu ob cerkvi. V tem času se gradi v Podgorcih vrtec in gasilski dom. Vse pridobitve v času predsednikovanja gospoda Martina Kukovca pričajo o skrbi in za nenehni napredek in izboljšanje izgleda našega kraja in nadgradnje življenja ljudi.
Na oder vabim predsednika Krajevne skupnosti Podgorci, gospoda Martina Kukovca. Dobar dan. Spoštovane krajanke, spoštovani krajani, cijenjeni gostje, dobar dan še enkrat. Po daljšem obdobju smo se srečali na krajevnem prazniku. Sicer sam težko rečem temu dogodku praznik, sem pa vesel, da se lahko končno družimo in poveselimo. Dogodek bi bolj označili kot srečanje, kjer se krajani srečamo, izmenjamo tako dobre kot slabe dogodke, hkrati kateri nas spremljajo.
bolj v sproščenem duhu si lahko povemo drug drugemu, kar nas moti ali teži pri vsakdanu. Osebe, ki so postavljene na ta mesta, prisluhnejo in potem po svojih močeh realizirajo. Danes se tudi spominjamo težkih trenutkov, ko smo pred 30 leti poslušali grmenje z Ormoža in se spraševali, kaj se tam dogaja. Nam je bilo težko, ko smo to poslušali, kako je bilo hudo še tistim, ki so bili v sredi dogajanja. To je minilo in zdaj živimo v samostojni državi, v kateri smo s ponosom lahko rečemo naša domovina. Edino, kar pogrešamo iz prejšnjega sistema, so določeni ideali, kot recimo enotnost in povezovalnost med ljudmi. Danes nocoj tega tu ni, to smo lahko že do sedaj doživeli. Zadnje čase so nas spremljali častitljive obletnice v našem kraju. Prva je bila 500-letnica cerkve svetega Lenarta v Podgorci, 110 let kulture v Podgorci, 200 let šolstva v Podgorci, 160 let izgradnje železniške proge. Vse naštete obletnice nas spominjajo na bogato raznovrstno zgodovino kraja. Železnica je zgodovinsko zelo pomembna, saj pred več kot 40 ali 60 leti ni bilo asfaltnih cest, ni bilo avtov, kot jih imamo danes, zato je ena od redkih prevoznih sredstev za v službo v oddaljene kraje Ptuj in Maribor bil vlak, cuk po naše. Z njim smo imeli pogoje, da se ta naš kraj lažje razvijal. Steber družbe je znanje, katerega pridobivamo v šoli, in vzgoja, katero smo včasih dobili od naših starih babic in dedkov, danes so pa modernejši časi in to dobijo naši otroci, vnuki v vrtcih. Da bi otroci imeli čim boljše pogoje, povečujemo vrtec in kmalu bo tudi šola energetsko sanirana. Hkrati pa nadaljujemo z obnovo našega zadnjega doma pokopališča. Le ko bo to končano, bomo nadaljevali s prenovo Vežice, saj imamo željo po boljši funkcionalnosti, da bi lahko imeli cerkveni pogreb na samem pokopališču in potrebna izolativnost Vežice in sanitarij. Na koncu mojega razmišljanja naj se še enkrat zahvalim občinskim delavcem z županom na čelu za dobro in spoštljivo sodelovanje, našemu hišniku, gospodu Lenartu, kateri fizično poskrbi za izgled kraja, kar tudi vsem društvom, katera tako ali drugače poskrbijo za lepše in kvalitetnejše bivanje v krajevni skupnosti Podgorci. Hvala vsem še enkrat. Zdaj pa bomo izvedli podelitev plaket našim trem najzaslužnejšim krajanom, kateri zberemo vsako leto. Bi rekel, lahko bi bilo več, oziroma jih tudi več je, pa jih več ne podelimo. Tako nekako izberemo. Upam, da se niso kdo počutil manj za to vrednega, bo pa prišel v naslednjih letih na vrsto. Prosim lepo za obrazložitve. Torej, plaketa Krajevne skupnosti Podgorci se podeljuje gospe Tereziji Majcen. Terezija Majcen, sedaj že dolgoletna članica Društva upokojencev Podgorci, je zelo zavzeta pri delovanju društva. Saj je članica upravnega odbora, istočasno pa je tudi podpredsednica društva in poverjenica z največjim številom članov na svojem področju. Njene aktivnosti in vse življenjske predanosti družbenemu delu so dobro poznane tudi v gasilstvu. Saj je bila več let predsednica nadzornega odbora v PGD Bresnica, tudi z raznimi drugimi aktivnostmi pa je veliko pripomogla k razvoju gasilstva v kraju. V tekočem mandatu je članica sveta Krajevne skupnosti Podgorci. Vsi, ki dobro poznamo njeno pripravljenost in pridnost, jo opazimo tudi pri raznih občasnih prostovoljnih delih v kraju, in to na raznih področjih. To bogati njeno osebnost in celotno skupnost. Zato se ji zahvaljujemo in za njeno prizadevnost in prejme plaketo Krajevne skupnosti Podgorci.
Plaketa krajevne skupnosti Podgorci se podeljuje gospe Jožici Megla. Jožica Megla z dekliškim priimkom Hanželič je rojena 16.3. leta 1955 v Cvetkovcih in je oseba z veliko začetnico. Velja za toplo, izobraženo, kulturno, požrtvovalno, hkrati pa za skromno in preprosto sovaščanko. Osnovno šolo je obiskovala na podružnični šoli v Podgorcih in v Veliki Nedelji. Že v osnovni šoli je kot učenka veliko nastopala na raznih prireditvah in tekmovanjih. Šolanje je nadaljevala na pedagoški gimnaziji v Mariboru. Kot gimnazijka se je uspešno vključila v dramsko skupino kulturnega društva Alojz Žuran v Podgorcih, kjer se je predstavila v različnih dramskih vlogah. V svojem okolju je že kot mladinka pripravljala otroke za različne dogodke, ki jih je izvajalo PGD Cvetkovci. Po uspešno upravljeni maturi se je vpisala na Pedagoško akademijo v Mariboru in izbrala področje slavistike in germanistike. V času študija je aktivno delovala v mladinski organizaciji, zlasti pri literarnih krožkih in občinskih prireditvah. Kot mlada učiteljica je z učenci spletla prve stike v podružnični šoli Svetinje, kjer so jo učenci takoj vzljubili in spoštovali. Ker je bila vedoželjna, se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani in jo zaključila kot profesorica slovenskega jezika in književnosti. Delo je kot učiteljica slovenskega jezika nadaljevala na osnovni šoli Velika Nedelja, kjer je v poučevanju pripravljala učence na razne proslave in tekmovanja. Pot jo je vodila v Maribor, kjer se je kot profesorica slovenščine zaposlila na srednji tekstilni in frizerski šoli. Kasneje, ko si je ustvarila družino, je zaposlitev našla na strojni šoli v šolskem centru Ptuj. Veliko generacij dijakov strojne šole je bilo deležnih poučnih vsebin maternega jezika in vsebin človeške bližine, ki jo mladi v času izobraževanja najbolj potrebujejo. Zaradi svojega poklicnega poslanstva je pomagala do dodatnega znanja marsikateremu učencu in dijaku. Mnogim je lektorirala diplomske naloge in druga dela. Hkrati pa je priljubljena govornica, saj njene izrečene besede, še posebej besede slovesa na pogrebih, vedno najdejo pot do srca. Ker ji je mar za sočloveka in za skladen razvoj ter napredek domačih krajev, se je poskusila tudi v politiki. V obdobju 2014 do 2018 je bila občinska svetnica občine Ormož. Je prostovoljka v Društvu upokojencev Podgorci in pri župnijski Karitas Sveti Lenart Podgorci. Ključno vlogo je odigrala tudi v času obnove ob 500-letnici domače cerkve Svetega Lenarta v Podgorcih, ko je aktivno in predano delovala v gradbenem odboru. V tem letu pa zaključuje s pisanjem publikacije o tej obnovi. Z bratom Antonom sta pretežno z lastnimi finančnimi sredstvi obnovila županovo kapelico v Cvetkovcih. Zaradi njenega doprinosa k kulturnemu razvoju naših krajev, nesebične ljubezni in požrtvovalnosti do ljudi in lokalne skupnosti se ji podeljuje plaketa krajevne skupnosti Podgorci. Plaketa krajevne skupnosti Podgorci se podeljuje gospodu Frideriku Notersbergu.
Friderik Notersberg se je rodil 17. avgusta 1944 v Podgorcih kot četrti sin mami Mariji in očetu Ivanu. Osnovno šolo je obiskoval v Podgorcih. Oče Ivan je bil znan kolar in otroci so mu vedno radi priskočili na pomoč pri raznih kolarskih delih. Do služenja vojaškega roka leta 1964 je ostal doma in pomagal na kmetiji in v očetovi delavnici. Čez leto in pol se je vrnil iz vojske in odšel delati v Avstrijo. Po vrnitvi se je 29. novembra 1969 poročil in se preselil v svojo na novo zgrajeno hišo v Cvetkovcih. Leta 1970 se je zaposlil na Ptuju v Mercatorju kot skladiščnik. Leta 1984 pa se je na novo zaposlil v Ormožu v tovarni Jože Kerenčič, kjer je delal do svoje upokojitve. V gasilske vrste se je vključil leta 1963 v rojstnem kraju v PGD Podgorci. Takoj po preselitvi v Cvetkovce se je tudi pridružil cvetkovskim gasilcem in od samega začetka aktivno sodeloval na operativnem, gospodarskem in družabnem področju. Tako je leta 1974 opravil tečaj za gasilca in je bil nepogrešljiv člen operativne enote vse do leta 2007, ko je prestopil med vrstnike gasilske veterane. Več mandatov je bil član upravnega odbora, nadzornega odbora in poveljstva. Kot član poveljstva in operativne enote je upravljal funkcijo orodjarja, bil pa je tudi šofer gasilskega vozila kombija Tam, katerega so gasilci prevzeli leta 1991. Trenutno je v društvu član upravnega odbora s funkcijo vodja veteranov in to funkcijo vestno in odgovorno opravlja že od leta 2008. Je tudi član komisije Gasilske zveze Ormož za veterane. Tudi zaradi njega so naši veterani prepoznavni v bližnji in daljni okolici. Od leta 2012 je nepogrešljiv član tekmovalne enote veterani. Njegova tekmovalnost in zagnanost pripomoreta k temu, da kot ekipa vedno dosegajo zelo dobre rezultate in tako v naši občini predstavlja naš kraj in društvo. Energije in volje za tekmovanje in vaje mu nikdar ne zmanjka. Vedno sodeluje tudi pri naših tekmovanjih v Cvetkovcih, kjer mu je zaupana naloga redarja. Ker Friderika po vasi poznamo kot dobrega, priučenega zidarja, smo to znanje in vrlino še kako potrebovali tudi pri gradnji Cvetkovskega gasilskega doma, kjer je pustil veliko prostovoljnih delovnih ur. Še vedno priskoči na pomoč pri kakšnih zidarskih delih, prav tako pa mu ni težko pomagati pri vseh ostalih opravkih, ki jih v društvu ni malo. Zidarsko pomoč je nudil tudi pri drugih akcijah v našem kraju in krajevni skupnosti. V društvu smo ga večkrat za upravljeno delo nagradili z društvenimi priznanji. Za dolgoletno delo v gasilski organizaciji je prejel značko za 50 let dela. Prejel je kipec gasilskega veterana, kot operativni gasilec je prejel državno odlikovanje gasilsko plamenico 3., 2. in 1. stopnje. Od Gasilske zveze Slovenije je prejel tudi gasilsko odlikovanje 3. stopnje. Friderik Notersberg je tudi član Društva upokojencev Podgorci. Tudi tukaj aktivno sodeluje, se udeležuje srečanj in je eden od članov poverjenikov, ki v društvu aktivno delujejo. Tudi pri vseh prireditvah pomaga in prispeva k razvoju društva. Friderika vedno spremlja veselje do glasbe in petja. Tako se vedno rad pridruži skupini pevcev. Svojo strast do petja izkazuje v cerkvi, pri društvenih aktivnostih in pri vaškem petju. Svojo strast do narave pa Friderik izraža s svojim vinogradom, v katerem uživa in pridela kakovostno vinsko kapljico.
Zadnja leta aktivno pomaga sosedu pri čebelarstvu, tako da ga narava spremlja vsak dan. Na osnovi vsega navedenega in aktivnega dela skozi različna obdobja življenja prejme plaketo Krajevne skupnosti Podgorci. Spoštovani prijatelji, vabimo vas, da se v duhu medsebojne povezanosti ter sodelovanja in dobre volje udeležite dogodkov, ki se bodo v sklopu našega krajevnega praznika zvrstili v prihodnjih dneh. Po koncu kulturnega programa vas vabimo na pogostitev, ki nam jo je pripravil aktiv kmečkih žena. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam iskreno čestitamo ob Dnevu državnosti ter ob 18. prazniku Krajevne skupnosti Podgorci. Želimo vam obilo pozitivne naravnanosti ter zadovoljnih dni, ki so pred vami. Hvala lepa in nasvidenja. Jaz ne bi bil jaz, če še ne bi imel zadnje besede. Jaz bi, glede na to, kako se je vse skupaj odvilo, mi je skoraj dolžnost, da povabim eno od odgovornih urednic nocojšnjega kulturnega programa, ki mislim, da je bila na vrhunskem nivoju, čudovit, in bi prosil, če bi gospa zavzela to mesto. Z njene kolegice gospa Petra, da bom po imeni rekel. Njene kolegice ni se opravičila, zato ker je odsotna, pa bi se ji v ta namen zahvalili vsaj z enim šopkom, pa za Antolinovo bomo dali še zraven, pa se vidite pač prezvedla. Hvala lepa. Jaz še bi vseeno rekel, da še bi naši voditeljice, gospe Klari, se zahvalili za lepo vodenje, pa bi prosil, če še bomo napišli. Vsem, kateri ste danes in v totih dneh, ki boste pomagali izpeljati naš krajevni praznik, bi se isto zahvala, kajti do zdaj je vse dobro potekalo, pa tudi dalje bo 100%, kakor vsako leto. Mislim, da sta župan in direktorica občinske uprave lahko zadovoljna in vesela, da imata takšni štab ljudi v občini, takšne krajevne skupnosti, da ni zastonj vlaganja v kulturne dvorane, v gasilske domove, v šolstvo. Tak ali tak ni, to je najboljša naložba, kaj je lahko v življenju kdo naredi. In ima je to lahko v ponos, nam pa v čast, da sta prišla, si nas pogledala, obiskat, pa mislim, da dobila pozitivni vtis in da bodo tudi pozitivnim vtisom iz Podgorec odšla. Hvala lepa vam vsem, Cvetkovčanom seveda, ki so nam to pripravili, selimo se jutri malo na Podgorce, v nedeljo na Brestnico, vabljeni vsi, da pridete to, da bomo pojeli dober pisker, ki bomo ga skuhali, pa seveda kakšno rekli, tako kot sem prej rekel. Hvala lepa, pa veselo in dobro nadaljevanje večera. Hvala.